Danes imam temo, kako srečno živeti v sistemu. Večkrat slišimo ljudi, ki so prepričanja, da če človek odmakne iz sistema, da gre v naravo, v tišino, v samoto, v votline, na vrh gora, da je srečnejši kot tisti, ki ostanejo v civilizaciji, v sožitju z bližnjimi, v mestih. In glede na to, da človek, ki odide v samoto, odnese s seboj vse misli, vsa bremena. Potem je vprašanje, če je res srečen, ali se je samo odmaknil od situacij, ki so ga bremenile. Je to prava sreča? Je to pravi mir? Da se ločujemo od ljudi, ki nas nervirajo, ki nam stopijo na žulj, ki jih namaramo. Je to prava sreča ali je lažna? Je to rešitev, da bežimo iz sveta, od družin, od staršev, od otrok, od delovnih situacij? Je to rešitev? Bodimo iskreni. Kot je moj mož ravnokar omenil, da kamorkoli gremo, gre z nami naša vest, naše misli, naše sebstvo, to, kar smo. Spomnim se dialoga z fantom, ki ni želel iti v vojsko in je šel raje v zapor. In ko sem ga vprašala, če je zelo trpel v zaporu, je rekel, ma ne, meni je bilo lepo. Smejal sem se, meni je bilo lepo. V zaporu mu je bilo lepo. Zato, ker je imel lepo dušo, ker je imel čisto vest, ker ni želel se vojskovati, ni želel dajati obljube, da se bo za svobodo boril z orožjem. Bil je zvest samemu sebi. Temu se reče ugovor vesti. Koliko je danes ljudi, ki bi radi kar umrli, samo da ne bi poslušali poročil, gledali sosedov, živeli v sistemu, plačevali položnice, ki se normalno držijo. Veliko je takih ljudi. In kje je rešitev? Kako biti srečen tudi v sistemu? Sredi neurja, sredi nemirov, sredi izzivov. Zelo preprosto. Najdeti moramo svoj notranji mir. Tisti mir, ki je odvisen samo od nas. Samo od nas je odvisno. Ali smo povezani z izvorom življenja in smo srečni, radostni, zdravi, ali dovolimo, da nas okoliščine, situacije okoli nas vznemirijo, da izgubimo svoj notranji mir. Spomnim se, ko sem prišla v Ljubljano iz Gorenjske in sem se mogla privaditi življenju sredi mesta. Pogrešala sem gore, pogrešala sem Bled, pogrešala sem čisti zrak, priznam. In vendar sem dobila notranji uvid, da obstaja nekaj več, da to lahko presežem, da je možno preseči. Če pomislimo, da je Bog ustvaril luno, zvezde, sonce, pomeni, da je nekaj bilo prej kot sonce, prej kot luna, prej kot zvezde, kar pomeni, da obstaja nekaj več. Nekaj, kar je bistvo, iz katerega smo mi vsi ustvarjeni. Bog nas je ustvaril z ljubeznijo. Smo lučke, ki sijamo
ali pa se pustimo ugasniti od okoliščin. In te okoliščine so tiste, zaradi katerih nekateri ljudje bežijo v samoto, v bolezen, v smrt, v samomore. In vendar je rešitev. Zelo preprosta rešitev. Prebrala bom svojo pesem, katero sem napisala leta 1995, ko sem iskala svoj notranji mir, ko sem se počutila še v peklu, ko nisem bila srečna. In kadarkoli preberem to pesem, se počutim drugače. Kot da dobim eno nevidno podporo, dobesedno iz duhovnega sveta. In če dovolite, bom prebrala to pesem. Iz pekla v raj le ena je pot, ki ozka je in ravna. To pot je brezpogojnega dajanja ljubezni vsem ljudem. To pot je brezpogojnega odpuščanja sebi in ljudem. To pot je brezpogojnega vključevanja vseh ljudi v enoten svet. Iz pekla v raj le ena je pot, ki ozka je in ravna. To pot je, ki vodi iz teme vsi in iz bolečine v mir. To pot je, ki pere greh in ozdravlja vse bolezni. To pot je, ki zaustavlja čas in večno življenje telesu daje. Iz pekla v raj le ena je pot, ki ozka je in ravna. To pot je brezpogojnega dajanja ljubezni vsem ljudem. Res je, ko dajemo ljubezen, smo ljubezen. Ko bežimo, smo na begu. Ko se ločujemo, smo ločeni. In ko dajemo ljubezen, se počutimo del celote, del sistema. In rešitev na tej zemlji ni v ločevanju, v obsojanju, v begu, ampak je v odpuščanju sebi in bližnjim in v dajanju brezpogojne ljubezni. To, kar je tudi prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Belis. Osebno sem se naučila dajati ljubezen, odpuščati. In kjerkoli sem lahko srečna. Pa če sem na gori, če sem dobesedno v peklu, če sem sredi neurja ali če sem sredi srečnih ljudi. Vse je odvisno od mene. Vsak trenutek, ki ga preživim tako, kot se osebno sama počutim. In ker sejem, to žanjem, ker dajem, dobivam. In zadnjih 33 let sem v sistemu in vendar ne od tega sistema. Sem lučka in ne pustim se več ugasniti. Prevelikokrat sem se ugasnila in sem trpela. Ni pomembno, kaj ljudje okrog mene živijo, delajo, govorijo, kaj o meni mislijo, ni pomembno. Pomembno je, kaj jaz mislim o sebi in kaj jaz dajem iz sebe. Samo to je pomembno, da je človek lahko srečen tudi v sistemu. In dragi moji člani Društva za srečno življenje Belis, rešitev ni v begu, rešitev ni življenje izven sistema, rešitev je življenje v sistemu, vendar s brezpogojno ljubeznijo, da smo v sistemu, vendar ne od sistema. To bi bilo danes od mene in hvala lepa. Draga Eveljana, iskrena hvala. Iskrena hvala za te tvoje besede. Koliko let sva poročena? Eveljana, koliko let sva poročena? 32 bo naslednjo leto. Pravzaprav 33 let. No, 33 let je v sistemu. Ja, še res je. Torej, 33 let odpušča. To je res. Se pravi, nekako se da vzdržati.
Čestitam ti za teh tvojih 33 let. Jaz pa tudi tebi za tvojo. Ja, sem začel držanje. razmišljati, ko si rekla, da si 33 let v sistemu in da je to pač 33 let tvojega novega življenja in ti iskreno čestitam, da se mi nisi umaknila. Ne? Ne, nisem, No, nimam namena. Ko bi rekel, za danes se vam vsem iskreno zahvaljujem, res iskrena hvala za potrpežljivost. Prihodnji teden je pa se zopet z nami bo gospod Ludvik, ki bo pa govoril o osebni lastnini in o tem odnosu, ki ga ima država do naše lastnine, kjer si lastijo vse po vrsti in še nas same in kako se temu ubraniti, kolikor se da. Tako da vas vabim naslednjo soboto, ker bo zopet z besedami zarožljal gospod Ludvik in bo vas skušala tukaj najti tudi kakšno rešitev. Do takrat pa vas iskreno in toplo in srčno pozdravljam. Lep večer še naprej in hvala za nocoj.